Audi je že zelo zgodaj začel razmišljati o kupejevskih križancih, kolikorkoli se že to sliši. Oblike avtomobilov so bile včasih precej bolj natančno definirane, danes pa vam bo celo kakšen prodajalec tole prodal kot kupe. Vse veste, klasični kupe je tole, celo pri Audiju imajo enega, A5 se imenuje in ima dvojevrat, ločen prtljažnik, ampak čas se spreminja, z njim pa tudi želje in potrebe ljudi. Q3 k sreči v imenu nima dodanega kupe, ampak sportback, torej Audi spoštuje tradicijo. Že pri Q8 sem rekel, da je takšno obliko nakazal koncept Steppenwolf leta 2000. Na Kitajskem so 2007 pokazali Cross Coupe Quattro, potem leta 2014 še TT Offroad. Vidite, ves čas so zelo očitno razmišljali o takšnem avtomobilu in danes je na cestah končno serijski Q3 Sportback. Čist Nemci ne sprenevedajo, da je tole v osnovi Q3. Ok, večina mehanike je itak enaka in jaz sem se vedno pošalil, da bi ga lahko imenovali tudi Q4. Ja, sam potem bi imel Audi probleme z Alfa, ker imajo oni to oznako rezervirano za svoje štirikolesno gnane modele. Ok, notranjost. Zelo fajn. Že pri Q3 sem jo večkrat pohvalil, zato samo na hitro, da je kvaliteta zelo dobra. Material je sicer malo preveč plastični, če radi šlatate tole, odlagalnih mest je pa veliko. Tukaj sta celo oba USB-ja, ker nekateri še nimate ta novih. Super je, da je pri Audiju nastavljene klime ločeno. Tale zaslon je pa vrhunski. Lepo ločljivost ima, velik je in zelo odziven. Plus meniji so res enostavni, tako da gre zaenkrat težko boljše. Kljub nižji strehi notranjost ni bistveno manj uporabna. Zanimivo, a ne? V bistvu se samo tukaj zadnji pozna, da je manj prostora za glave, ampak ni nobene panike, če niste visoki nad 180. Tale klop pa se še vedno pomika naprej nazaj, tako da imate lahko res velik prtljažnik od zadaj. Nad njim pa se seveda pozna, da je streha nižja, pa spet ni neuporabno. En novinar je ful dobro napisal, da je to za tistega, ki hoče imeti TT, pa ne more, ker ima otroke. Evo, Q3 Sportback. Pa to pomeni, da se tudi toliko dobro pelje. Ne. Škoda, tukaj bi se lahko pri Audiju precej bolj potrudili in naredili vse en malo drugačen avto kot običajni Q3. Sej, da bo jasno, že tisti se pelje zelo dobro, ampak ni tistega občutka povezanosti z avtom, da bi lahko rekel, kako uživam. Seveda vožnja je zelo zanesljiva, krmiljenje je natančno, vse deluje skoraj perfektno, manjkajo mi pa občutki. Tu, če podvoz je trdo, ne pomeni, da voznik totalno uživa. Tukaj je kar neudobno na slabi cesti in si obvezno izberite še prilagodljivo blaženje. Boste pa uživali tisti, ki imate radi, da vas nič ne preseneti, da je volan dovolj lahkoten, da je zvočna zatesnitev dobra, da je med vožnjo dovolj tiho, čeprav je dizelski motor pri pospeševanju precej glasen. Ja, 35 TDI je oznaka za dvolitrski TDI 110 kW, to je 150 konji in tudi ne paše preveč v ta avto. Vsaj 35 TFSI naj bo, še bolje 45 TFSI, da bo vsaj nekaj malo bolj športno. Motor je v osnovi seveda dovolj zmogljiv. 9,3 sekunde pospešuje do 100 takšen Q3 Sportback, ampak sem že rekel, da je glasen, pa tudi ekstra varčen ni. Poraba ne gre pod 7 litrov, kar je bistvo dizla, če ga že moram imeti. Enako menjalnik, ki smo ga včasih samo hvalili, danes pa je očitno že toliko dobrih na trgu, da me tukaj občasno zmoti neodločnost oziroma to, da ko pohodim plin in hočem šus, ne najde takoj primerne prestave, samo v najnižjo možno vrže, potem se pa malo lovi. Je bolj, da sam prestaviš dol, ko je treba s temi ročicama. Tale Sportback je en zanimiv miks vsega možnega. Saj veste, kako je s kompromisi, ko hočeš preveč vsem ugajati, nisi nikjer res dober. Vem, za večino voznikov je to dobitna kombinacija. Mi, avtomobilski zanesenjaki, pa včasih hočemo še nekaj več. Mogoče preveč, ampak nekaj, da bo šel avto v zgodovino po nečem posebnem. Tole je dobro sestavljen avto, z dobro mehaniko, čeprav izberete močnejši bencinski motor,
Položaj za volanom je odličen in najbolj pomembna stvar od vseh, zelo zanimivo izgleda. Večini je zelo všeč in potem je jasno, da je Audi svoje delo v resnici opravil odlično. Še zadnja malenkost, tale stane 54 000 evrov.